Dobrodošli na posvetu vloga umetnosti v spravnem procesu, ki ga prejema socialna akademija v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije in Unijo za glasbo Univerze v Ljubljani. S posvetom želimo spodbuditi, nagovoriti različne pobudnike procesov, spravnih procesov v Sloveniji. In predvsem želimo spodbuditi vse pobudnike, kako lahko spravni proces v Sloveniji dosežemo skozi umetnost. Današnji posvet poteka na dan, ki je posvečen spominu na žrtve holokausta. Poleg tega se nahajamo v prostoru, ki je pomembno zaznamoval slovensko zgodovino. Med drugim je bil tukaj glavni štab italijanskih okupatorjev med drugo svetovno vojno, po vojni pa je v tej stavbi nekaj časa zasedala slovenska skupščina. Veliko stvari se je dogajalo v tem prostoru, kjer se nahajamo danes in v tem mestu. In kot veste, glasba lahko povezuje ljudi skozi čas in prostor. In to čudovito lastnost ima, da združuje lahko različne ljudi. Prisluhnimo sedaj klavirskemu triu Akademije za glasbo v sestavi Ana Marija Beguš na klavirju, Ana Krpan na violini in Katarina Kozjek na violončelu. Zaigrali nam bodo skladbo Felixa Mendelssohna, Bartoldia in sicer Andante molto tranquillo iz tria Uberno.
spoštovani gospodje, jaz bom res kratek, rad bi vam samo prinesel pozdrave predsednika Republike in njegove najboljše želje za uspeh tega srečanja. On deli z vsemi nami misel, da je pogovarjanje, diskusija, razprave, soočanje stališč so edina pot, ki vodi do res pravega uspeha. In vam želim vse najboljše, in tudi jaz želim vse najboljše. Hvala. Hvala lepa, dr. Žekš. Naj kratko razloživa potek današnjega posveta, ki bo razdeljen na dva sklopa. Prvi bo obravnaval zgodovinske in politično-filozofske vidike sprave. Drugi je namenjen razpravi o kulturno-socioloških in umetniško-arhitekturnih aspektih. Strokovni govorci bodo iz različnih vidikov na kratko osvetlili, kako si predstavljajo spravni proces in vlogo umetnosti v njem. Po koncu strokovnih prispevkov boste imeli vi, spoštovani udeleženci, čas za razpravo v dveh komiziji. Tako da vsi, ki še nimate, da vas lepo vabim, da se pridružite, imamo 5 komizij in vsako komizije ima enega moderatorja. Ta moderator vam bo odmeril čas in tudi usmeril pogovor, imeli boste čas, da delite mnenje o naši sedanjosti in predvsem o naši prihodnosti. Saj veste, če pozabimo preteklost, smo brez spomina in ne vidimo prihodnost. Želimo si plodovitih razprav, zato vas vse vabim in bodite pozorni tudi na zvonček, ki vas bo opozoril, da je ves čas potekal. Ampak ne se bati, po uvodnem delu bo tudi čas, ko bo neformalno druženje in tudi prostor, ko boste lahko vašo izjavo, vaš prispevek posneli in vas bomo tudi na socialnih medijih vaš posnetek obdelali in ga tudi dali na naš YouTube. Tako, sledil bo strokovni del, nato pa pripravite se v sala in veselimo se razprave, ki bomo tudi. Hvala. Pozdravljam naše strokovne govorce v prvem sklopu. Z nami so sociologinja in filozofinja doktorica Spomenka Hribar, zgodovinar dr. Igor Grdina, dvojni D na plakatu ni bila napaka, ki dela na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU, ter filozof dr. Lenart Škof, predstojnik Inštituta za filozofijo Univerze na Primorskem. Preden začnemo, si poglejmo izjavi o spravi in spomeniku žrtvam vseh vojn, ki sta jo podala predsednik Zveze borcev Tit Turnšek in nekdanji predsednik Nove slovenske zaveze Anton Drobnič. Prosim. Zamisel o spomeniku žrtvam vseh vojn je treba obravnavati v okviru temeljnih dejstev, ki opredeljujejo naš čas v Sloveniji. Ta dejstva so predvsem tole. Po 70 letih od vojne in revolucije ni v Sloveniji ugotovljeno niti število vseh morišč in grobišč, zlasti pa ne število žrtev. Predvsem pa je velika večina žrtev še vedno v breznih, jarkih in rudniških jaških, ni spodobno pokopana na urejenih pokopališčih. Tisti, ki pa so bili pokopani na pokopališčih, so imeli grobove, pa so njihovi grobovi bili barbarsko oskrunjeni in jih še vedno ni dovoljeno obnoviti.
slovenskemu pravosodju ni bil izročen še nobeden iz množice udeležencev pri pobojih. Nasprotno, najvišji državni organi sodelujejo pri restavraciji propadle boljševiške misli in ureditve, pri skrivanju in zagovarjanju zločina in zločincev. Spričo takšnega stanja bi bila postavitev spomenika žrtvam vseh vojn samo nova manipulacija, ki naj podaljša boljševiški mit o narodno-osvobodilnem boju, prikrije zločine nad narodom in zavaruje privilegije zločincev. Dokler ne bodo urejene temeljne stvari preteklosti in sedanjosti, nimajo takšni spomeniki prav ničesar opraviti z narodno spravo. Spomenik žrtvam vseh vojn je prav, da se ga v Sloveniji postavi in to idejo seveda podpiramo. In zakaj ne? Pieteten spomin do vseh mrtvih je potrebno spoštovati, treba jih je pokopati, treba jim je dati imena, treba jim je dati grobove, treba jim je izročiti tudi na vse zadnje listine. To je naše stališče in vsem žrtvam vseh vojn je sprejemljiva dikcija. Dobro, mi govorimo o pomiritvi, o narodni pomiritvi. In jo razumemo kot sožitje državljanov v nekem medsebojnem spoštovanju človekovih pravic in ne glede na različne nazore, politična prepričanja in tako dalje. Pri tem pa moramo upoštevati seveda zgodovinska dejstva. In to vsa. In to vsa od samega začetka do konca. Ne samo posamezne izseke iz tega, pa tisti dokument, ki nekomu paše, 100 drugih pa seveda se zamolči. Pomiritev lahko dosežemo seveda, če spoštujemo vsa zgodovinska dejstva. Samo na tem. Resnica, ampak vsa. Nepotvorjena. Zlo, ki se je začelo na Slovenskem, je bila okupacija. In ta okupacija je potem povzročila, da je RKC začela kolaborantstvo. In je RKC zvabila v to kolaboracijo in potem v bratomorno vojno ljudi in se njim zato še nikoli ni upravičila. Tudi nam se ni. Tudi na tej strani, na partizanski, so se lahko dogodili kakšni izpadi, ki pa jih je vodstvo Osvobodilne fronte kaznovalo, tako mimogrede. Tako da, glejte, za enkrat bi jaz govoril samo o pomiritvi. In če bomo to dosegli, da se ne bomo delili, ampak te delitve so že od predvojne. So se med vojno nadaljevale in se nadaljujejo zdaj po 90. letu spet zelo intenzivno. Vojna je pač vojna, vojna je kruta, izdajalci, ovaduhi se postrelijo ponovadi v vseh državah. In to je to. Naj pojasnim, da sta ti izjavi nekoliko skrajšani in da si celotni izjavi lahko pogledate na našem YouTube kanalu. Gospa Spomenka Hribar, veliko ste se ukvarjali in se še ukvarjate s problematiko sprave na Slovenskem. Kako komentirate ti izjavi in kako si vi predstavljate spravo ter kako gledate na njen dosedanji razvoj? Če dovolite, ne bom komentirati teh izjav, ker če to začne komentirati, bomo govorili samo o tem. Če nam je kaj do tega, da se držimo teme, pa da pridemo do kakšnega mogoče zaključka, potem mi dovolite, da v svojem imenu povem nekatere stvari o zgodovini ideje o tem spomeniku. Pa bi vam prebrala en delček teksta, mojega teksta Krivda in greh, ki je bil napisan za 1. maj leta 1983, se pravi, da bo že 31 let.
Jasna in pogumna zavest bi zmogla ne le priznanje tega zločina, namreč povojnih likvidacij, tega zločina kot zločina, temveč bi zmogla tudi to, da bi ti množični grobovi, kjerkoli že so, postali eno od svetih mest na naši zemlji, dostopni ljudem, da jih obiskujemo, če ne že to, da se te žrtve prekopljajo in dostojno pokopljajo, kakor je to primerno naši civilizaciji in kulturi. Ne zato, ker so bili domobranci, ampak ker so bili ljudje. Mrtvi so mrtvi. Drugega zanje pač ni mogoče storiti. Dostojni pokop bi bil dogodek za nas, žive. Z nami bi se dogodila bistvena sprememba naše zgodovinske biti. Se bi bili sposobni sprave z smrtjo in svojo lastno zgodovino. Da bi že enkrat nehali sektašiti med mrtvimi. Sredi Ljubljane, v njenem srcu, bi moral stati obelisk, ki bi krikal v nebo o tragediji malega naroda, ki je v boju za svoj obstoj, po nedoumljivi človeški usodi postal obenem svoj lastni krvnik in kaznovalec. Na tem obelisku naj bi preprosto pisalo: umrli za domovino. Res so vsi umrli za domovino, vsak za svojo ljubljeno in sanjano. To je bil tekst in začetek pravzaprav tega, o čemer danes govorimo o tem spomeniku. Sam tekst ne bi šel v Kozbekovem zborniku, ampak je bil za 3 leta potunkan v bunkerju in je šel šele leta 1987. In sicer je bil sporen zaradi naslednjih stvari. Najprej zaradi tega, ker je povojne likvidacije poimenoval s pravim imenom zločin. Potem zaradi obeliska. Rekli so, da je to strelovod. In potem predvsem zaradi napisa. Kajti ni mogoče, torej, to je bilo nekaj nezaslišanega, govoriti o tem, da bi tudi domobranci po vojni pobiti umrli za domovino. In meni v 30 letih ni uspelo prepričati, ne vem, ali sem jaz tako nesposobna, ampak mislim, da je stvar globljega značaja, prepričati, da domovina so ljudje, smo ljudje. In če je toliko in toliko ljudi bilo žrtev na partizanski strani, tudi zaradi domobrancev, in na domobranski strani tudi zaradi revolucije, je bila ta domovina ranjena, poškodovana. Domovina smo mi, ljudje. Zato je tako bistven ta dostavek, da je umrl vsak za svojo ljubljeno in sanjano. Domovina ni nekaj abstraktnega, domovina smo mi in vsak od nas ima svoje čustvo do domovine in tudi svojo predstavo o domovini. In vse te skupaj predstave in vsa ta čustva, to smo mi, to je domovina. To je bil prvi nesporazum. Drugi nesporazum je bil, ki se tudi ga ni dal nikakor ne razčleniti, pojasniti, je, da je med mrtvimi in med živimi bistvena razlika. Oni so tam, mi smo pa tukaj. In mi smo odgovorni, ne samo zase, ampak tudi za njih. Ker smo živi še povezani z mrtvimi preko naše lastne bolečine. Tako je potem prišlo leto 90 in če ste pozorno poslušali eno teh, če ne tako rečem, dejanj, je naj bi tudi, da bi bila ta grobišča dostopna. In postala so javno dostopna z javnim, kako bi rekla, dogodkom. To je bil spravni dan v Rogu, kjer je bil prisoten predsednik takratnega predsedstva Republike Slovenije in je v tej svoji, bom rekla, vlogi tudi prisostvoval temu javnemu dostopu in odprtju Kočevskega roga. Zelo na hitro, da ne bom vas preveč zadržala, bom razlagala, kako je šlo naprej. Na moje veliko presenečenje in tudi na presenečenje mnogih drugih, tudi recimo dr. Lojzija Šuštarja,
še posebej po osamosvojitvi nikakor ni bilo mogoče začeti novega začetka našega družbenega življenja. Ampak je bilo vedno več sovraštva, vedno več zahtev po maščevanju, preprosto rečeno. Recimo v Demosu so nekateri javno govorili, doslej ste vi 50 let nas, zdaj bomo pa mi 50 let vas, pa 3 pikce. Skratka, po osamosvojitvi je bilo na javni sceni in tudi danes veliko več sovraštva, veliko nižja kulturna raven javnega občevanja in dogovarjanja in pogovarjanja. In to je najbrž do neke mere potem tudi imelo vpliv na to, da se je hitelo, bom rekla. Ob vseh mogočih, to se zdaj ni mogoče obravnavati, in ovirah, in z leve, in z desne. Recimo pri označitvi grobišč, to, kar je navsezadnje temeljno, do tega moramo priti, ni kaj. Smo ustanovili v komisiji za obravnavo zamolčanih grobišč pri Ministrstvu za delo, socialne zadeve, družino in tako naprej. In strokovno komisijo smo izvolili, ki bi izbrala primeren simbol, znak za ta, ki ne bi bili pri teh posameznih grobiščih. In izbrali so, rečeno je bilo val, ki pa nikomu ni bil všeč in jih je bilo postavljenih samo 5 ali 6 ali 7, ampak v tej komisiji so bili tudi s strani Domobranske in je bil gospod Velikonja, pokojni žal, in gospod Gril s strani cerkve. Skratka, tisto je bil tudi en propadel projekt. Potem je pa vmes ves čas bil tudi, se je šlo za prizadevanje za spomenik. Zdaj, glede na to, da je bilo nemogoče, tako ne rečem, prodreti to bariero, pa priti do tega razumevanja in pristajanja na to, da bi bil zapis na tem spomeniku oziroma obelisku umrli za domovino. Zdaj bom govorila o svojem osebnem imenu, prosim, če se mi to oprosti, pač sem bila v tej zadevi prisotna. Kar mene zadeva, sem potem pristala, oziroma se mi je zdel tudi primeren nadomestek Župančičev verz, domovina je ena, nam vsem dodeljena in eno življenje in eno smrt. V bistvu je to isto kot, po vsebini je isto kot umrli za domovino. Zdaj, ta napis pa ni bil všeč, bom rekla, desnici, domobranski strani, češ, da je že uporabljen tam na grobnici herojev, pa tudi na spomeniku Talcu pred Rožno dolino. Ampak poezija je nadčasovna. Poezija govori o človeku kot takem in o domovini in jo lahko postaviš kamorkoli. Tako da ta ugovor, mislim, da ne stoji. No, zdaj bom pa počasi zaključila. Zdaj smo pa tukaj, da imamo predlog tega spomenika. Jaz moram reči, da sem se umaknila in mislim, da ni bilo prav. Hočem reči, da bi morala bolj vztrajati, da bi moral biti obelisk tako, kot se mi je to zapisalo spontano, ne po noči, po 24 urah pisanja, ne da bi kaj pravzaprav mislila. Moj pokojni prijatelj je rekel, človek mora verjeti svojim prvim zapisom in nič več potem razlagati in nisem vztrajala na tem, da bi bilo tudi v tej projektni nalogi zapisan obelisk, ker se mi je zdelo, da tisti, ki se bo s tem ukvarjal, bi navsezadnje moral vedeti zgodovino, predzgodovino te ideje. Poleg tega mi smo se pogovarjali v tej komisiji za postavitev
oziroma za iskanje lokacije za spomenik v glavnem obelisku. No, potem je pa, zdaj pa imamo predlog, izbran predlog za ta spomenik, o obelisku ni več govora. In zdaj ponovno poudarjam, da bom govorila v svojem imenu. To, kar je bilo izbrano, je ravno narobe od tistega, kar sem jaz pričakovala in kar mislim, da je ravno. To sta dve plošči, nekje povezani. Nekje je tudi napis, ne vem, kje točno je. Letnice, ki so bistvene bile, se pravi letnice 1914 do 1918, 1941 do 1945, 1945 1953 in 1991. Tega v razpisu ni bilo, kolikor sem jaz pregletela razpis in tudi ne vem, nisem videla, kje naj bi te številke, te letnice bile. Pa tudi, če jih ni. Zakaj menim, da ta projekt ni ustrezen? Zato, ker je našo razdeljenost med nami živimi, dve polovici, potegnil nazaj v podzemlje. Še mrtvi ne bojo razdeljeni. Dve plošči. Dve plošči. Zakaj dve? Mrtvi so mrtvi. Eni in drugi so samo mrtvi so, nič drugega. Niso ne partizani, ne domobranci, ne moški, ne ženski, če hočemo tako. So samo še mrtvi. Naši mrtvi. Vsi. Ampak, zdaj moram seveda, da se razumemo, jaz ne krivim arhitektov. Nasprotno, zelo subtilno so ujeli naš trenutek, našo razdeljenost in jo postavili kot spomenik. To bo spomenik naše razdeljenosti, danes in tukaj. Žal, pa ta spomenik ne kaže v prihodnost, ampak ostaja v tem trenutku. Zdaj, glede na to, da take spomeniki stojijo stoletja, mene sicer več ne bo, nas ne bo, a bomo še zmeraj razdeljeni, ne vem. Najbolj sem naredila veliko napak, veliko nasprotovanj bo, ampak sem opozorila, da bom govorila v svojem osebnem imenu. Sicer vedno govorim o osebnem imenu, ampak tokrat izrecno, ker pač tako je bilo, da sem jaz enega dne napisala ta spis in da o njem razmišljam in se prizadevam tako rekoč svoj živ dan, odkar se nekako bolj zavedam kot družbeno bitje. Hvala lepa. Gospa Spomenka Hribar, najlepša hvala za ta vaš prispevek. Povedati moram, da smo kot organizatorji bili priča nekaterim pritiskom ali spotikanjem nad tem, da smo na to okroglo mizo povabili gospo Spomenko Hribar. In res vam hvala, da ste se kljub začetni zadržanosti vendarle odločili, da pridete sem in poveste svoje mnenje. Hvala lepa za povabilo, sem počaščena. Hvala. Gospod Igor Grdina, skoraj vsi akterji v spravnem procesu poudarjajo pomen dejstev in resnice. Kot zgodovinar imate pri tem pomembno nalogo. Kakšne pogoje imate za svoje delo? S kakšnimi ovirami se soočate? Katera zgodovinska spoznanja so po vašem mnenju ključna za spravo? Zaprav mi zastavljate bolj filozofsko vprašanje, imate tukaj boljši naslov glede seveda dejstev, kaj to ni nekaj enostavnega, ker mi pravzaprav vse, kar pogledamo skozi sebe, skozi svoje izkušnje in na neki način
ne moremo govoriti drugače, tudi kadar se kdo pač spreneveda, razen seveda kot jaz. In zdaj, gospod Žekš, ki izhaja iz neke egzaktne znanosti, bo podal lahko popolnoma drugačno definicijo ali pa opredelitev, kaj je to dejstvo. On ga lahko opazuje, potem ko ponovi kakšen poskus. Pod določenimi pogoji se neka snov vedno obnaša enako. Vidite, zgodovina je pa drugačna. Vse se zgodi pravzaprav samo enkrat. In tudi en človek ne reagira v dveh zelo podobnih situacijah vedno enako ali podobno. Lahko enkrat tako, drugič drugače. Zaradi tega knjige zgodovine tudi niso kuharska knjiga, kjer pogledamo, kako je v določenem momentu nam ravnati. Ampak vendarle zgodovina je veda, ne neka poljubna pripoved o tem, kaj se je komu in kaj se je tudi kakšni skupini ljudi nam torej dogodilo. Zgodovina lahko to, kaj se je dogodilo, spozna pač preko posledic. In zaradi tega, ne zaradi recimo varnosti pri delu, da vas priča ne pokliče, pa reče, ni bilo tako, kot pišete, ampak zaradi čisto nekih spoznavnih razlogov potrebujemo neko distanco do tistega dogajanja, ki ga opisujemo, da ga lahko opisujemo na zgodovinski način. To sta 2 do 3 generacije. Zakaj? Glejte, zdaj je stoletnica Prve svetovne vojne. Če bi imeli diskusijo pred 40 leti, bi rekli, da je trajna posledica Prve svetovne vojne pojav 2 svetov v Evropi. Torej, tistega, ki prisega na svobodno, ali pa ki vidi ideal v svobodnem trgu in neko dirigirano gospodarstvo. Danes, po 3 generacijah, ne moramo več tega reči. To je bila sicer dolgotrajna posledica, ima še danes določene druge posledice, ampak vendarle tiste delitve takšne, kot jo je poznali 2 generaciji, danes ni več. In tako bi lahko opazovali tudi druga zgodovinska dogajanja. Naš sem dal primer, ki ne zadeva zdaj tele naše situacije, ki pravzaprav šele zdaj tudi postaja zgodovina, ker jaz mislim, da nimamo takšnih težav samo z zgodovino, kolikor s spominskimi tradicijami. Kajti o tem, o čemer se prepirajo ljudje dan danes, o čemer se prepričujejo, so pravzaprav spominske tradicije. To je tisto, kar človek ve iz lastne izkušnje in iz izkušnje ljudi, ki jim zaradi sorodstvene bližine lahko posebej zaupa. To so pač družinske tradicije. In sami iz lastne izkušnje veste, da imate nekoliko več izkušenj, kot ste jih doživeli sami. Imate še svojih staršev in eventualno starih staršev. Prastarih staršev pa verjetno že ne več, razen če niso zapustili kakšnih zapiskov. No, in o tem, o čemer teče danes tukaj diskusija, o tej tematiki, tukaj se ravno srečujejo zgodovina in različne, seveda, spominske tradicije. Nikogar ne morete pripričati, da se bo spominjal nekaj drugega kot tistega, kar se spominja. Vi ga lahko za javnost sicer prisilite, da reče kaj drugega v formalnem položaju, ampak mislil pa drugače ne bo.
In če je za nekoga nekaj nesprejemljivo ali zaradi nekega konteksta ali sploh zaradi sporočilnosti, potem sprave ne bo. In sploh pa tudi, kaj je sprava. Pozorno sem poslušal gospo Hribarjevo, je rekla, in to je bilo tudi na začetku, sprava s tem, kar se je dogodilo, kar se je zares dogodilo in tisto, kar seveda boli. In vse to se k nam prinaša seveda skozi te spominske tradicije. In zdaj, da pa mi tudi približno vemo, kaj se nam dogaja, je pa včasih mogoče dobro pogledati tudi malce okrog nas, kajti to nam daje neko mero, ne bom rekel vrednosti ali neke absolutne vrednosti, da bi mi morali pa zdaj napraviti tako, kot so drugje, ali pa ne vem kaj. Ampak dobro je pa, da vemo in kadar se pogovarjamo o takšnih rečeh, da mogoče se zavemo, da nismo edini, ki se ukvarjamo s takšno stvarjo. Veste, v Franciji je ena pokrajina, ki ima poseben problem, oziroma dva departmaja, in to sta tista alzaška. In v vsakem francoskem departmaju imajo spomenike padlim v drugi svetovni vojni. In imajo pravzaprav vse povsod, razen v Alzaciji, pač enoten napis, enak napis. V Alzaciji je pač drugače, ne? In če boste kdaj potovali tja, se splača ogledati, kako so pa oni rešili recimo to dvojnost, kajti seveda v Alzaciji je problem identitete. Dežela je bila, tako kot severni del Slovenije, v specifičnem položaju, da je bila neposredno pridružena Tretjemu rajhu. Tako kot se je pri nas izvajalo najhujše raznarodovanje. In tako kot so v severnem delu Slovenije nekoliko drugačni problemi. Poglejte, prisilno mobilizirani ljudje, to so ena kategorija žrtev vojne, ki je dolgo bila potisnjena pač v stran. Tudi mrtvih je bilo tam zelo veliko. In kako zdaj obuja tudi spomin nanje, se to so tudi naši mrtvi. Ne? In je ponekod lahko seveda bi bil tudi tak napis, kot je našim mrtvim, kot je v Franciji tukaj, ne? Ampak sta dve figuri tudi. Zdaj, odvisno je tudi, kako mi poskušamo kaj razumeti, koliko dobronamernosti je v nas, kajti spomenik je lahko še tako idealno postavljen, pa ne bomo videli vsi istega v njem. In pač te stvari gredo verjetno nekoliko počasi, ker seveda spomin vsega ne moremo pomniti. Nekaj se selekcionira, nekaj je pomembnejše kot drugih, se hierarhizira tudi, ne? Ali pa poglejte tudi dežele, ki so imele identične probleme kot recimo Ljubljanska pokrajina, ker to je tisto, kar tukaj najtežje boli. Recimo, če vzamete Slovaško. Bila je pomembnejši seveda zaveznik Tretjega rajha kot kdorkoli, recimo kjerkoli v slovanskem svetu. Pa, kaj se je zgodilo po vojni? Kaj mislite, koliko ljudi so justificirali? Dva. Predsednika republike in predsednika vlade. Pravzaprav ta drugi je umrl. Zdaj, pravim, kako dobronamerno se gre v takšne procese.
In zdaj, tudi jaz sem se malce pripravil, tako kot je gospa Spomenka citirala, nekaj bom jaz tudi citiral. Jaz nisem najpametnejši človek na svetu, se tudi ono ne misli tako o sebi. Pa sem našel nekoga, vidite, ki je sredi neke državljanske vojne, španske, povedal svojim sonarodnjakom tole. Pa je bil pravzaprav formalni poglavar ene od strani v tej državljanski vojni, torej predsednik druge španske republike Manuela Zanja, je leta 1938, ko je bila vojna še v teku, rekel takole, zmislil seveda na prihodnost. Ko nekoč baklo prevzame druge roke, drugi ljudje, druge generacije, naj se spomnijo, če jim kdaj zavre kri in se španski temperament znova razdivja v nestrpnosti, sovraštvu in rušenju, naj torej pomislijo na mrtve in prisluhnejo njihovemu nauku, nauku tistih, ki so pogumno padli, ko so se plemenito borili za veliki ideal in ki zdaj pod odejo rodne zemlje ne čutijo ne sovraštva, ne maščevalne sle. Sijoč, kakor mirne zvezde, nam pošiljajo sporočilo večne domovine, ki vsem svojim sinovom oznanja mir, sočutje, odpuščanje. V španščini se vse te tri besede začnejo na P. In je torej še toliko bolj učinkovito. Ne? Zdaj seveda, če je pri nas težava še kdaj z tem, kje so sploh grobovi in ta težava je, potem vidimo, da pravzaprav, ko poganjamo v dir svoje jezične konjičke, ko se prepričujemo, da imamo prav ali narobe, da ima drugi, potem velikokrat ne vemo čisto dobro in čisto natančno, o čem govorimo. Vsaj ne natančno. Ne? Torej, in to je pa tisto, kar lahko odpravimo in kar bi svojo dobronamernostjo morali odpraviti. In tisto, čemu se reče historizacija, da nekaj postane zgodovina, da mi vemo o tem, pa vendarle lahko živimo zaradi tistega drug z drugim, da rečem normalno in v resnici, to je tisto, kar bi nam bilo potrebno, kar so recimo v različnih oblikah marsikje že dali skozi. Tukaj ste videli primer, ko nekdo govori o tem že sredi vojne vihre. Nekje so to pozneje, nekje preje, ampak tudi za nas bi bilo dobro, da bi na svoj način ob svojih problemih seveda napravili tako. Ker če ne, bo imel prav eden izmed italijanskih generalov, ki je rekel, da so uspeli napraviti med Slovenci sovraštvo. Ampak on je rekel za 50 let. Ne, za 50 let. Del utegne to biti. In na nas je, da imamo prav o sebi mi, ne osvajalec. Hvala lepa. Hvala, gospod Grdina. Dali ste zelo dobro iztočnico za filozofa, našega naslednjega govornika, gospoda Lenarta Škofa. Govorili ste o različnih spominskih tradicijah in o tem, kako doseči mir, sočutje in odpuščanje. Gospod Lenart Škof, kot filozof se veliko ukvarjate z družbeno in politično etiko. Torej, na katerem temelju, na katerem skupnem imenovalcu po vašem mnenju lahko gradimo spravo v Sloveniji? Obenem vas vabim na to mesto, da boste bolj dostojno sedeli za to mizo.
povabilo. Za vprašanje, jaz vendarle, ker se bom pač nekako filozofsko, etično izrazil oziroma poskušal neke misli izreči, seveda ne morem mimo tiste, kar smo prej videli na teh izjavah, kar izraža neko, ne vem, kaj če rečem, moralno invalidnost, da se taka izjava znajde v 21. stoletju. Bo pa seveda kot je stočnica, na žalost, prišla še kako prav. Sam se ukvarjam z etiko, v kateri poskušam razmišljati onkraj recimo nekih političnih pretenzij, tudi sam se recimo ne ukvarjam s politiko, se pa ukvarjam s politično etiko, o tem, kako recimo razmišljati o nasilju, kako razmišljati o sočutju, dokaj nasprotne stvari, kako razmišljati o tem, kar nas povezuje kot vsa bitja, tudi bitja narave, ne samo ljudi, ampak tudi živa bitja naravo, kot celoto. In seveda to vprašanje, ki jih imamo danes tukaj, se vsa navezuje na te teme. Tako da tisto, kar bom povedal, razumete mogoče, da bom nekako nanizal nekaj točk, s katerih lahko spletemo neko mrežo, v katero se potem, na žalost, mislim, da ujame slovenska stvarnost. Začel bi z vprašanjem spomenika. Sam nisem sodeloval pri teh procesih, tudi nisem dovolj poučen sam na tečaju in vsem drugem. Lahko povem kot seveda čist nekdo, kot prebivalec države ali pa celo meščan, da se mi nekako zdi, da in kot mogoče predstavnik mlajše generacije, ki ima stik še z mlajšo generacijo s svojimi otroci in ljudmi, ki hodijo v šole in tako naprej se izobražujejo, da verjetno nam manjka kakšnih obeležij ali pa muzejev ali pa kakšnih takih, bi rekel, spomenikov, ki bi mlajšim generacijam, ker se mi zdi, da starejše so nekako tukaj brezupno sprte, ki bi mlajšim omogočili, da bi se saj mlajša nekako, ne bi rekel poenotile, ker ne bomo jih silili nič, ampak da bi videli, kaj se dogajali in pač ugotovile, kar mislim, da tudi seveda že vedo, marsikateri, kaj je to pač zlo, ne? Zlo, poboj, umor, kaj je to prelivanje krvi, kaj je trpljenje in tako naprej. Vse to ni nič novega, različne etike se v 20. stoletju osredinijo okrog tega, da je treba pač s primeri, s konkretnimi, z nekako z oživljanjem empatijo ljudi učiti, da bodo tudi potem sami postali takšni. Tako da verjetno bi bilo tukaj na mestu kakšno tako posebno obeležje, ki bi bilo hkrati kombinacija tudi nekega sodobnega muzeja ali pa nečesa, kar bi lahko ljudem recimo interaktivno dejansko pokazalo na to neizmerno trpljenje, ki se je v tej Sloveniji zgodilo. Druga stvar, nekako, to pa je mogoče bliže temu, s čimer se sam ukvarjam, recimo zadnja leta se predvsem ukvarjam z vprašanjem elementov, to je predvsem dihanja, ker pač kot vemo, dih je prva in zadnja stvar, ki jo človek dobi in izgubi in okrog tega gradim svojo etiko spoštovanja drugega diha, recimo. No in tukaj se mi zdi, da v tem konkretnem prostoru, v katerem smo, sam ne začutam, ampak to govorim zelo intuitivno, bi rekel, čeprav imam tudi nekaj umetniškega daru, tako da morda tudi razumem, kaj je vloga umetnosti v določenih procesih, tudi spravnih, da se mi zdi, da ta prostor nekako ne omogoča teh občutij, konec koncev mrtvi so nekje v podzemlju, zraven je garaža in tako naprej. Se mi zdi, da stvari so tu precej preveč morda celo banalna, tako močna stvar, kot bi bila eno obeležje res vsem žrtvam in hkrati vsem tem travmam, ki jih sabo nosimo v tej Sloveniji. Govoril sem torej o elementih, nekje filozofi so govorili nebo in zemlja, smrtniki in bogovi ali pa nesmrtniki. Spravi, tukaj se srečujemo in te silnice so zelo močne in mislim, da bi mogli nekako graditi na tem, da bi mogli pokazati, bolj se povezati z zrakom, z tistim, kar daje življenje, tudi tisto, kar je odvzeto za vodo, za zemljo in tako naprej, z vsemi temi elementi, z ognjem, ki je seveda tisti, ki uničuje kot simbol zla, tudi včasih pa seveda tudi simbol rasti. In seveda te teme so zelo pomembne, izrazile so se recimo posod v celotni zgodovini, so se ljudje okrog teh tem nekako združevali, samo da niso bile v filozofiji tako eksplicitno izražene. Recimo konkretno cela ideologija 20 let, iz katere črpal nacizem, je bila ideologija ognja, tega, da je vojna nujna, da vojna očiščuje. Freud je temu nasedel,
celo Jaspers, ki je bil pozneje veliki pacifist, je temu nasedel, da ne govorimo o Ernestu Jungerju in tako naprej, Heideggeru, ki so vsi zapadali tej ideologiji ognja, ki ne prečisti to Evropo v tistih 20 in zgodnjih 30 letih. Veste, da nekatere tradicije so večjo pozornost dajale dihu, to je bila recimo indijska, ki je nekako bolj spoštovala to notranjo, nekaj, kar je bolj v notranjosti, medtem ko je bila zahodna civilizacija z grško vred vedno usmerjena v šport, v dosežke, v tekmovanje, v agon, v politiko, v neko, rekel, eden preko drugega in to je zelo v naši civilizaciji vsebovano. Toliko za uvod, se ne bom predolg. Druga stvar, se mi zdi, da nas bi mogla združevati, pa nas deli, je odnos do življenja. Mislim, da tukaj imamo v Sloveniji in seveda do smrti veliko deficitov, lahko gremo kamorkoli, lahko pogledamo, kako se reagira na hudo jamo, lahko pogledamo določene izjave, ki so bile tukaj podane. Končno je nek Luka Juri nekrat tweetnil, kot direktor Pokrajinskega muzeja, pa ste človek, ki vodi muzej, izjemno neprimerno izjavo o tem, ali pa Godnič takrat. Skratka, to so stvari, ki se ne pojavijo kar tako, to so stvari, ki izrastejo oziroma ki se nehajo v nekem miljaju in potem kot neko povsem logično nadaljevanje pridejo na površje. Spravi, to niso kiksi, ampak so nasprotno konsistentne izjave neke države, neke kulture, ki je nimamo. Kar se tiče recimo hude jame, kateri so ogromno povedali, gospa Zvonka Hribar, Tine Hribar je o tem veliko pisal, Tine Hribar je celo zapisal, si je drznil zapisati v svoji knjigi Ena je groza, da je metoda ubijanja v hudi jami presegla do sedaj poznane metode, ki smo jih poznali, vključno z Auschwitzom. To se moramo zavedati, to niso bile, ne gre se za to, da holokaust minimiziram, ker vsi vemo, da je tudi v Evropski resoluciji o totalitarizmih nacizem s holokaustom prepoznan kot nekaj, kar se dejansko ni ponovilo, nikjer se verjetno upamo ne bo, nekaj, kar je bilo res najvišjega reda, rekel zla. Vendar tisto, kar smo pa mi doživeli, oziroma naši predniki, oziroma naši bivši sodržavljani, karkoli so že bili, pa tudi ne moramo pozabiti. To so bile stvari, ki jih moramo razčistiti, o katerih moramo govoriti, in če na drugi strani potem slišimo take poniževalne izjave, ki to nekako minimizirajo, se pa z tega naučujejo, je to znak za alarm, da je nekaj hudo narobe. Tako da v tej državi recimo potem ne znamo spoštovati, recimo pogledajte, kakšne težave ima hiša hospica, se pravi, nam je ne mar, kako ljudje umirajo. Važno je, da se ljudje nekako v redu živijo, da imajo nek standard, bančna luknja bo pokrita, slej ko prej, in tako naprej. Ljudje so prišli na ulico, pa se umaknili, ampak za vprašanje, ki so pa ključna, pa ne govorimo o kakršnekoli ideologizaciji, tega jaz ne maram in tudi nisem v nobenem taboru. In nekako tudi mislim, še en diskurs, če si ekskurs privoščim, da dejansko sprava v teh razmerah ni mogoča pri nas, ker za spravo in za odpuščanje je potrebno, da se recimo vojna ali pa zločini ali pa nek diskurs konča. Se pravi, vedno je neko pravilo odpustiti ja, pozabiti ne. Jaz tudi osebno bom težko pozabil, kakšne stvari so se meni zgodile, pa nisem noben zločinov bil priča, ampak že kljub temu jih bom težko pozabil. Sem pa že marsikomu odpustil, kot upam, da je tudi do meni, zato ker sem ugotovil, da ta človek mi noče več slabo oziroma je spoznal svojo zmoto. Od tega ni, ko v bistvu smo vi še v nekem stanju vojne, v narkovajih. Tisto, kar se dogaja, je neko stanje vojne, čeprav je skrita, je latentna in na srečo ni to neka stvar, kateri bi mogli zdaj mi pravzaprav res tukaj jo poudarjati, da ne bomo mislili, da smo zapadli neko morbidnost, kakokoli, ampak zdi se mi, da dejansko ni pripravljenosti popustiti pri določenih stvareh in se dejansko pogovoriti o stvareh, ki bi potem omogočile spravo in potem tudi posledično spravne spomenike. To je druga poanta morda. Tretja pa seveda ta, kot smo rekli, pogoj za to, da razumeš, kaj se je dogajalo v teh vojnah, je, da zastaviš neko stališče do nasilja. Tukaj nam nekako niso v pomoč filozofi. Jaz večkrat kritiziram Žižka, ki je vendarle povedal zelo pametno stvar o hudi jami, edini izmed filozofov na njegove provenience, pa kljub temu velikokrat je pa zapisal stvari, ki pa niso v čast, recimo, etiki, predvsem glede nasilja. Tukaj mislim, da še nismo dovolj razčistili stvari. Namreč, pogledajte, Walter Benjamin, zelo znan filozof,
celo Derrida se z njegovega imena nekako se poigrava Walter, Gewalt, Walten, to so nemške besede za nasilje, je napisal razpravo o nasilju, kjer je zagovarjal božansko nasilje. Se pravi, to je tista točka, ki je ne moramo določiti. To je točka, kjer ne bi bilo pravzaprav ljudem dovoljeno, da udarijo po drugih. Udarijo pa z legitimizacijo nečesa, ne moramo razložiti. A je to revolucija, a je to pravičnost, a je to, ne govorimo o samoobrambi, da se razumemo. Samoobrambo so dovolili celo džajnistični menihi. Najbolj pacifistični izmed vseh so dovolili samoobrambo, če je bila recimo napadena nuna, ki je bila v njihovem spremstvu in tako naprej. Ampak govorimo seveda o tistem nasilju, ki ne bi bilo upravičeno strani višje sile, nekega božanskega udarca. To pa se je seveda dogajalo povsod. In tukaj pa veliko vprašanje, če lahko filozofsko, jaz mislim, da ne, kakorkoli legitimiziramo nasilje. Tukaj pridemo velike skušnjave, ki nas potegnejo potem v stvari, ki zapustijo etiko in ne moramo več govoriti o etiki, ampak smo pravzaprav že na področju neke politike, ki lahko vodi v vojne. Tako da o teh stvareh pravzaprav sem hotel govoriti in če hočemo demokracijo, o kateri sam veliko pišem in pravičnost kako razumeti, po mojem mnenju, potem mora v demokraciji biti prostor seveda za vse, za žive in za tiste, ki niso več živi, za tiste, ki bodo še prišli in za tiste, ki so že bili. To pravi, demokracija ni samo nek prostor zavor in ravnovesij, ki zavezuje politike in na vsakokratne oblasti, ampak zavezuje seveda vse nas kot neko kritično javnost, da pravzaprav omogočimo vsem tem plastem, ki sem jih nekako imenoval, da sobivajo v nekem bodisi spominu, v nekih prostorih, ki jih ni lahko seveda koncipirati in si zamisliti, ker smo vsi nekako usmerjeni, se bojimo smrti, bojimo se tudi umiranja, bojimo se umrlih na nek način, to je v naših arhetipih zelo globoko, ampak hkrati se pa s tem seveda bomo mogli soočati, če posebej kot Slovenci, ki smo pravzaprav nasledniki v nekem smislu zelo unikatnih, v negativnem smislu dogajanj, ki jim pa težko vidim para v takih, bi rekel, takih amplitudah, kjerkoli po svetu. Tako da mislim, da še veliko dela čaka. Hvala. Imamo še nekaj časa, tako da bi še gostom dal mogoče možnost, da komentirate drugega, če želite. Gospa Spomenka, bi želeli kaj povedati še? Ja, če lahko, prosim. Kar naprej se mešata termina sprava in pomiritev. Pomiritev je za mene, recimo tam otroci se ravskajo, pa jih pomiriš. Sprava je globlji pojem. Tukaj je gospod govoril o spravi, torej jaz rečem o spravi tudi z naravo. Tudi z naravo se bomo morali spraviti, če ne bomo hoteli čisto uničiti. Se pravi, sprava ima več dimenzij, ampak jaz bom govorila o spravi med ljudmi. Za primer naj dam, mogoče je to še najlažje razumljivo, recimo Južna Afriška republika. Stoletja so bili na oblasti bela rasa, se pravi belci in črnci v družbenem podzemlju. Nekega dne pa so se kot nacije odločili za svobodne volitve in za novi začetek. In zelo težko jim to gre od rok. Ampak novi začetek je postavljen kot, bom rekla, možnost, da zaživijo normalno. In tam je seveda še veliko huje, ker je ta razpartija, ta državljanski razkol, bom rekla, tudi rasno utemeljen. Ampak to ne bi bila recimo paradigma sprava. Odločitev nacije kot take, da bo začela drugače, ne s sovraštvom, ne z izključevalnostjo, ne s paradigmo, kdo ni z nami je proti nam, ampak z iskanjem skupnih poti, skupnih projektov, skratka sinergično delovanje, to je sprava. Zato jaz vztrajam na tej besedi sprava, ne na pomiritev. Pomirim se lahko na vsezadnje z ne vem čim.
Mogoče bi morali tudi premisliti, zakaj smo tako sovražni sami med sabo, mi med seboj. Navsezadnje je bila druga svetovna vojna, prišli so okupatorji. Oni so nam zakuhali, navsezadnje, če že ne, državljansko vojno, pa saj možnost za njo. Če ne bi bilo vojne, vsega tega ne bi bilo, tudi po vojnih likvidacij ne bi bilo. To enostavno pozabljamo in vse jemljamo nase, oziroma vse sprevračamo na našega notranjega nasprotnika. To bi bilo tudi treba malo razmisliti, vendar se relaksirati, pa poskušati navsezadnje tudi kaj odpustiti. Jaz ne vem, bom prebrala od Hozbeka neko njegovo misel. Morda mora človek prehoditi veliko poti, da bi se zbal sam sebe in da bi spoznal, da se nedolžnost in krivda prepletata. Da pa njegov citat. Da, nedolžni postaje krvnik, krvnik pa postaje žrtev nedolžnega. To je ta sprepletenost v državljanski vojni. Ni tako enostavno reči, komunisti so krivi, domobranci so krivi. Stvar je bila veliko bolj zamotena in saj neko spoštovanje do naše zgodovine bi izkazali s tem, če bi nehali tako poenostavljati to, kar se je dogajalo. Takšen poskus je bil in sicer moram reči, da vso čast sedanjemu predsedniku Borutu Pahorju v 90-ih letih je predlagal državnemu zboru dve izjavi. Izjavo o polpretekli zgodovini in izjavo o narodni spravi. V izjavi o polpretekli zgodovini je bil poskus, mislim, še vedno mislim, da je bil soliden, vendarle razpostaviti, kaj se je dogajalo. Bila je okupacija, bila je narodnoosvobodilna borba, bila je revolucija in bila je protirevolucija. Se pravi, v okviru teh štirih so se stvari dogajale. Ampak njegov res iskren poizkus, mi da sem sodelovala pri obeh teh izjavah, je propadel. Ker levica ni dala revolucije, ni pustila blatiti revolucijo, desnica pa ni pristala na problematiziranje kolaboracije. No, od tega bo malo še 15 let. Bila bi velik dogodek, če bi te izjave bili sprejeti, kar ne pomeni, da ne bi se še naprej porajali očitki in tudi sovraštva, ampak bila bi v parlamentu, v najvišjem državnem organu sprejeta etična in, če ne rečem, politična platforma, kaj je tista osnova, na kateri lahko gradimo novi začetek. No, ta poskus je propadel in enega dne bo pa to, verjemite mi, enega dne bo to treba sprejeti. Ni kaj. Mogoče samo še eno besedo, glede na samo to mesto. Jaz nisem arhitekt, se v to ne spuščam, nisem urbanist tudi ne, ampak vem pa, da spomenik takšnega ranga, takšnega simbolnega pomena, kot naj bi ta bil, pa žal ni. Vendar sam prinese v prostor, bom rekla, nek duh, neke dimenzije in ga strukturira. In sam tak spomenik, če bi bil tako, kot je, bi absolutno zahteval, da se ta prostor uredi tako, da bo spomeniku primerno. No. Dobro, to pač zaenkrat ni. Hvala lepa. Če vidva nimata več, bi še kaj povedali? Samo en komentar. Ja, prosim. Zato, ker je bila omenjena sprava v Južnoafriški republiki, ker je zanimiva tema in en primer, ki je uspel, recimo deloma, čeprav zelo težko in ker je ravno premenil Nelson Mandela. Jaz sem se seveda nekaj tudi ukvarjal z različnimi vidiki medkulturne filozofije in tam je sprava nekako temeljila na eni etični, filozofski predpostavki besedi Ubuntu oziroma Umuntu,
ki je bantujska beseda in na tej besedi so zgradili celo spravo. Ta beseda pomeni, jo ne moramo prevesti z eno besedo, ampak zahteva stavek ali dva. Gre namreč to, da človek je vedno v nastajanju, poleg tega pa človek je vedno lahko mišljen samo preko drugega človeka, torej v stiku z drugim človekom. Človek kot sam, kot tak ne obstaja, kot individuum, kot jaz. To je nekaj zelo tujega v evropski zavesti, ki je utemeljila nekje od Sokrata naprej pa do Descarta in tako naprej, neko subjekt, ki je znal misliti, ki je razmišljal, ki tudi seveda velike stvari naredil v znanosti, ki pa je izgubil druge človeka na tej poti. In to se seveda potem poskušalo korigirati, tudi v 20. stoletju veliko etike nastalo, Levinasova in tako naprej. Vendar to je pa seveda v Afriki bilo že nekako, rekel, ingrained, Američani, bilo nekako noter. In mislim, da, vsaj take so interpretacije, seveda tudi filozofske, da ne bom sam preveč pameten, da je tudi to omogočilo, poleg tega, da Mandela imel svojo karizmo in svoj način sprave in puščanja, da je to omogočilo, da se je zadeva tam nekako razpletla drugače, kljub temu, da je bil zraven dejansko še rasni element in tako dalje. Tako da, če za ta seveda Slovenci še nimamo, oziroma nismo bili pripravljeni še sprejeti, mislim pa, da so bili temelji že ponujeni. Gospa Spomenka Hribar je to že v 80-ih letih delala, pa še marsikdo drug, pa vendarle nekako ni bilo volje, da bi se pa Tine Hribar in mnogi drugi, da bi se neki etični temelj vendarle sprejel, s katerega bi gradili. Vse bi bilo dovolj reči, da prosto človek je nekako vedno v odnosu z drugim človekom, vsak si nekako zna predstavljati, kaj je izgubiti neko osebo, vsak si zna predstavljati, kaj je to trpeti, kaj je bolečina in tako naprej. Mislim, da nas je nekako potegnilo neke metafizične velike zgodbe, v zgodovinske zgodbe, ki niso bile zgodovinske, kot bi gospod Grdina omenjal, ampak so bile nekako zlorabe zgodovine in smo izgubili tisto občutenje, tisto, kar je bistveno, tisto občutek za telo, ki trpi, za telo, ki je umrlo, za žensko telo, ki je umrlo, ki je morda nosilo še novo življenje. Spravi stvari, ki so tako preproste, hkrati pa najglobje izmed vseh. Čisto kratko. Pri nas je veliko pojmovanja, da nam zgodovina to ali ono narekuje, kot da smo popolne igrače v njenih rokah. Lahko se razumemo tako, lahko se pa razumemo tudi kot svobodne osebnosti, pa zgodovino razumemo kot zgodovino, nekaj, kar se je zgodilo. Potem je tudi važno, čemu se štejemo primarno zavezati, to, kar je gospod Škof odprl, katerim načelom pripadati. Sej človek, po eni strani tudi evropski človek, seveda je sam, po drugi strani pa išče neke pripadnosti. To je ena velika želja. In zdaj, odvisno od tega, kaj je tisto, kar si izbere, čemu se čuti torej zavezan, kakšni skupnosti, zdaj, ali je to slovenska, ali je to neka ožja, ali je to samo družinska. To so neke temeljne dileme sodobnega človeka in zdaj vidimo, da tam so zelo uspešni, kjer gre za neke emancipacijske misli, kjer gre pa za eliminacijske, torej eni pa ne spadajo z nami, k nam, zaradi tega, ker so njihovi predniki, pa ne vem, kdaj nekaj napravili, no to je pa res hudo. Mislim, da je precejšnja nesreča pri nas ravno zelo močna tradicija teh eliminacijskih idej, ta pa ni ta pravi, ni naš, in tako dalje, da imajo nekak kot tisto, čemur pripadamo, da se opredelimo s tem, da predvsem nas določa, da nekdo drugi, tisti, ki ga sovražimo ali pa ki ga nimamo radi, pa temu ne pripada in da je zaradi tega seveda slabši. In to je pa seveda tudi fundamentalno vprašanje demokracije,
ali tisti, ki je drugačen, ki drugače misli, je zaradi tega slabši, ker ni jaz. Ne? In to so pa res tudi temeljna vprašanja evropske človeškosti. K sreči pa danes lahko vemo, da obstajajo tudi seveda še drugačne možnosti. Ničesar ni treba nikomur ne pozabiti ali kakorkoli odrezati, nič manjga ne bo, če bo torej drugemu priznal enako podobno pravico kot sebi. Pa naj bo še to seveda tako zelo težko. Hvala lepa vsem trem. Mislim, da ste dali zelo dobre impulze za razpravo in sedaj vabim vas po omizjih, da razpravljate o tem, kako si vi predstavljate spravo in na kakšnem temelju jo lahko gradimo. Predajam besedo moderatorjem po mizah. Točke, katere bi nekako obe strani odpisali, da tako rečem, in verjetno kasneje bi bilo dobro imeti kakšnih 10 alinej ali pa več. Na začetku pa verjetno boste začeli bi lahko samo s kakšnimi dvemi in morda bi, tudi moje mnenje je to, se nekaterih očitkov odrekli, torej na obeh straneh. Če tako ilustriram, leva stran bi se morala zavezati, da ne bo več govorila o narodnih izdajalcih, pa o kolaboraciji, pa o beli gardi, pa tako naprej, recimo kot primer. Desna stran pa, da ne bo kar vse poprek partizanov kritizirala, ker je bilo znotraj partizanov tudi veliko poštenih in častnih in domoljubnih ljudi in so v bistvu samo njihovi voditelji, to je komunisti, to zlorabili zaradi komunistične pač njihove revolucije. No, potem so pa nekdo je opozoril, da bomo pač morali zelo gojiti nek prostor za ugotavljanje resnice. Mislim, da se tudi s takimi dogodki, kot je to dela. Omenjena je bila še naša Spomenka Hribar in tukaj so bili nekateri malo kritični. Čeprav je na začetku seveda je gospa nekako povedala, da so vas sprejemali na začetku kot neko slovensko Antigono, zelo pozitivno vlogo na samem začetku. Kasneje pa morda ne toliko in temu se tudi jaz pridružujem. Recimo že to, kar ste danes omenili, da se je na začetku 90-ih let pojavljalo neko zahteve po maščevanju, tega nekako ne priznavamo. Ta gospa je rekla, da pozna veliko žrtev, najhujših zločinov po vojnih, recimo, ko so pred otroci ubili starše in tako naprej, in te ljudi pozna in ni nobenega maščevanja več, da pa so se v tem svojem trpljenju popolnoma očistili in odpustili. In jaz bi pa temu dodal, da tudi na področju politike ni bilo. Jaz sem slučajno deloval precej aktivno v Demosu, v parlamentu in tako naprej, poznam zadeve in jaz vem, da ni bilo nobenih. Ja, samo tako je, da ni bilo nikoli nobenih zahtev po kakršnem maščevanju. Kot vemo, celo ilustracije smo se zavestno odpovedali. No in potem še seveda zelo konkreten predlog, da bi bil tak spomenik morda bolj primeren v okolici Hude jame, kajti najprej je treba pokopati. Imamo pa, je bilo rečeno, v Sloveniji praktično še največ nepokopanih ljudi in brez tega bi težko prišli do nekih, tudi do sprave. No, sej, to bom
Hvala lepa, vabim naslednjo omizje. Pozdravljeni, jaz sem na kratko povzel zdaj, kaj smo ugotovili na našem omizju. Obtoževanje ni pot v spravo, tisti govori, ki so bili na začetku, se nam ne zdijo primerni. Potem zgodovina, ki je bila predstavljena v šoli v naših generacijah, je bila verjetno zgolj poudarek ene strani. Sprava oziroma zgodovina, mislimo, da ne so v programe političnih strank. Potem razni dogodki, kot so maše in podobna spravna dejanja, so sicer dobre geste, vendar je potreben brezpogojni dialog. Potem razčistiti je treba pojme, da sploh vemo, o čem se bomo razčistiti je treba pojme, da vemo, o čem se pogovarjamo. Brez tabujev in emocij, ker ko govori naslednja generacija, se lahko že distancira od tega, kar se dogaja. Sprava je proces, ki ne sme biti delegiran od politike, ampak mora dati pobudo civilna družba, brez da bi vključevali oziroma prepričevali nove generacije, kaj je prav in kako je prav, ko se je treba o tem pogovarjati. Spomenik je le eden od elementov procesa. Spravo lahko doživljamo tudi skozi umetnost, filme. Graditi je pa potrebno predvsem na odnosu človek-človek in na skupnih interesih, kar je v bistvu nezaupnica dirigirani ideji sprave. Spomenik, ki se ga postavlja, vidimo kot priložnost za srečanje in poglobitev vase. Hvala. Hvala lepa, vabim naslednjo omizje. Omejite se prosim res na bistvene stvari. Osem nas je bilo pri našem omizju, nekako smo se razdelili. Mislim, da 4 so ta način sprave bili kritični, da ni primerno, da bi ta spomenik v tem času postavljali, potem, da prostor ni najboljši, da ni dobro izbran, da čas za ta spomenik še ni dozorel. O času smo se tudi pogovarjali, da je čas zelo pomemben tudi za to osebni odnos do te sprave. In pa predlog je bil tudi, da naša demokracija ne deluje pravni sistem, no, ko nekako čutimo vsi. Potem pa še ena misel glede gospe Spomenke, ki pravi, da ta spomenik tudi ni v njenem kontekstu. Je nekdo povedal, da je imela že prej možnost, da bi to idejo kritizirala in o njej povedala. Torej, če naredim neko sintezo, načeloma smo bili pri omizju razdeljeni in nismo podprli te ideje o tem spomeniku. Hvala. Hvala za koncizen povzetek razprave. Prosim naslednjega. Torej, eden od članov omizja je omenil, da je sprava tudi eden od ciljev Svetovnega slovenskega kongresa. Potem drugi član omizja je poudaril problematičnost naslova tega posveta in da bi mogel biti strani politike en sprejeten dokument, ki bi spravni proces natančno opredelil. Na vsak način moramo ohranjati spomin na svoje mrtve in to mora biti dopuščeno v vsaki skupini. Temelj sprave je resnica, ki pa jo naj iščejo strokovnjaki, ne politiki. Nekdo je omenil, da je v krščanstvu sprava sakrament, ki predpostavlja kesanje. Drugi je omenil črnjenje domobranstva oziroma bele garde strani povojne zgodovine. Potem večinoma so člani tega omizja poudarili, da
dokler ne bo razkrita vsa resnica, spomenik ne bo pripomogel spravi. Potem nekdo je izjavil, da je nujnost politične izjave o zločinskosti komunizma kot predpogoj za spravo. In pa da še zadnji govorec je poudaril, da so skeptični do spomenika, ker je predlog prišel iz tabora postbolševikov, ki nimajo politike, ampak manipulacijo, tradicijo jakobincev, bolševikov in tako dalje. Hvala lepa, še zadnje omizje, prosim. Ker je predlog prišel skupaj s bolševikov, ki imajo svojo tradicijo v jakobinizmu, malo za razliko od omizij razprava malo drugačna, bomo rekel. Najprej uvodoma smo bili pozorni na izjavo, da problem sprave v Sloveniji ali pa slovenske sprave ni samo problem časa druge svetovne vojne in pa neposrednega časa po vojni. Zanimivo se nam je zdela ideja, da je že Prešeren v svojem času pisal o edinosti, sreči in spravi, ki ne se vrne k nam. Tako da je pač ta čas druge svetovne vojne in pa razprtije, ki so v tem času nastale, pač eno dimenzij v zgodovinskih okoliščinah, ki so v slovenskem narodu očitno podvržene tudi razprtijam. Ena od ugotovitev skupna je plan, da je pač bilo obdobje, o katerem potem govorimo kot obdobje druge svetovne vojne in neposredno po njem, pač čas okupacije in da to je eno predpostavk, ki jo moramo sprejeti, da lahko lažje govorimo o vseh dimenzijah nadaljnjih dogodkov. Se mi pa zdi pomembno, da smo se v končni fazi, da smo se v razpravi vsi strinjali pri eni stvari, da za kakršnokoli spravo je predpogoj, da se uredijo razmere na področju mrtvih. Namreč, pa so hude besede, smrt je mejna, se pravi tisto področje, kjer ga je potreba kot predpogoj urediti, gre za dostojen pokop, pa zdaj ne mislim tudi za pokop vsakega posameznika, ampak za spoštljiv odnos do mrtvih. In v tem smislu se nam je zdel to kot en predpogoj za kakršnokoli nadaljnjo razpravo oziroma za proces razprave. S tem, da se pač ugotovimo, da enako spoštovanje mora biti za vse žrtve vseh kategorij na enak način z enako mero zmernosti pri ocenjevanju žrtev. Eno še manjša ugotovitev, namreč, da trenutno v Sloveniji živi približno 10% ljudi, tisti, ki so še neposredno bili vpleteni v dogodke druge svetovne vojne, se pravi vsaj 95, če ne še več odstotkov ljudi je rojenih in živi po tem času. In zato menimo, da bo k spravi konec koncev pripomogla bojo pripomogle tudi novejše generacije že same po sebi. In pa še samo ena stvar, vsi smo se strinjali, da spomenik kot tak je pomemben, kot neko simbolno dejanje, čisto pri omizju enega od avtorjev spomenika in pač nam je povedal njihovo percepcijo, ki je bila malo drugačna, kot je bila percepcija predstavljena v uvodnih diskusijah. Namreč šlo je za to, da so avtorji tega spomenik predstavljajo kot neko percepcijo novega začetka, tudi v smislu teh dveh stebrov, pač kakorkoli že. S tem, da smo se potem nekako poenotili, da spomenik v tem trenutku je primeren, sicer je pa to vsake druge razprava kot proces. S tem, da, kot rečeno, predpogoj je pa ureditev področja mrtvih na vseh stranih. Hvala lepa vsem moderatorjem in njihovim pomočnikom. Sedaj pa vabim naše govorce, da podajo svoj komentar na to, kar so slišali. Hvala lepa za vse pripombe, za vse ocene. Pravzaprav vsakdo ima pravico misliti po svoje in ne vem, če ima sploh smisel, da kaj komentiram. Lahko bi samo govorila par besed o maščevanju.
Maščevalnosti med ljudmi, če rečemo v civilni družbi, ni. Ali vsaj ni bilo. Še v socializmu so živeli eni zraven drugih popolnoma normalno, sosedski odnosi. Danes pa ne več. Danes se pa ve, kdo je, ki je bil in se sovražno vedejo drug do drugega na mnogih vseh. Jaz nisem mislila tega sovraštva, ampak in maščevalnosti. Maščevalnost pa je v politiki in sicer je na desnem polu politike. Vse to izklicevanje, kdo je bil komunist, kdo je kaj počel, ne da bi enega samega dal na sodišče, ampak kar tako, moralne diskvalifikacije, potem prizadevanje za zakon o lustraciji in tako naprej. Da ne govorimo o tem, kar lahko dnevno berete in v časopisih desne provenience ali na Skypeu ali na spletnih straneh. Toliko sovraštva, kolikor ga je tam in izključevanja komunistov in to zdaj, ko je že 20 let tega sistema ni tukaj. Skakati po mrtvem psu se meni ne zdi moralno, no, moram reči. To je to. Potem ena dobra misel, da čas ni dozorel, očitno čas ni dozorel še za ta spomenik, kar je razvidno v samem izboru. Kot sem rekla že prej, ta spomenik je posnetek tega našega duhovnega stanja, smo ločeni, živi med sabo in potem še gre nazaj na mrtve. Očitno je potrebno več časa, da se zadeve izčistijo in da se izvijemo iz te paradigme avantgarda. Prej je bila avantgarda Zveza komunistov, zdaj je pa avantgarda, hoče biti pa desnica. Žal mi je, jaz to tako vidim, tudi to analiziram, lahko smo tukaj do polnoči pa še naprej, pa ne bomo prišli skupaj, ampak imam pa pravico svoje povedati. Potem misel, da demokracija ne deluje pri nas. Seveda ne deluje. Zakaj ne deluje? Zato, ker takoj, ko nekdo eno idejo da, ta je pa komunist, tega pa ne bomo poslušali. Enostavno zaradi tega, ker smo ločeni politično, duhovno, ideološko, stvar demokracije pa nas ne deluje. Ne deluje. In dokler bo tako, potem seveda demokracija ne bo delovala na ta način, kakor bi lahko. S tem seveda pa moram se tudi korigirati. Ni kriva samo desnica. Levica je izgubila nekaj svojega časa, bom rekla, zamudila. Najprej 50 let po vojni, to je prvo. Potem pa tudi ta leta po osamosvojitvi, ko je imela večkrat možnost levica, da se distancira od revolucije, da pove, da je izvajanje revolucije med vojno in po vojni, da je bila to stran pot, da so bili zločini in da je tudi naš sistem socialistični sistem žal bil utemeljen na zločinu in na zakrivanju zločina. Tega levica ni mogla do dneva današnjega priznati. Priznala je, da so bile napake, ampak napaka je, kaj s tem, tiskovna napaka, ne, ko se zmotiš. To ni bila napaka, to je bila stran pot, to je bilo, in to bi bilo treba enkrat tudi povedati, jasno in glasno. Kakor seveda tudi na strani desnice, da nas je zadnje enkrat obsodi kolaboracijo. Tudi kolaboracija je bila krvava. Tudi zaradi kolaboracije tisoče in tisoče ljudi bilo maltretiranih in pobitih in umrlih po taboriščih in tako naprej. Dokler bo vsak samo svoj vrtiček branil in hranil, ne bomo nikamor prišli. Nekdo mi je očital, torej kaj že, da je prišla ideja sprave, da se spomeniki iz bolševiških vrst, to je očitno letelo name. In očitke, da sem bila 26 let v partiji, sem bila. In ponosna sem bila, ko sem me sprejeli, ker sem imela občutek, da sem mrtvemu očetu, ki je bil komunist, bližji. In ker sem verjela, da je to ideja, ki bo prinesla raj na zemljo. Ampak ko sem napisala Krivda in greh in ko so me ure in ure na osnovni organizaciji Zveze komunistov peglali,
Pa je tudi eno vprašanje priletelo, zakaj se pa ne ukvarjaš z domobranskimi zločini. Sem odgovorila zato, ker sem članica Zveze komunistov in moramo najprej pred svojim pragom počistiti. Tako. Potem je še tukaj eno vprašanje, zakaj nisem vplivala prej na to, kakšen spomenik. Jaz sem povedala, da ves čas smo govorili o obelisku, tudi na provizoričnih risbah je bil pravzaprav narisan obelisk tako tle sredi tega prostora. Več kot toliko pa je bilo meni nerodno, zdaj jaz tiščim tam, ne, zraven pa nekaj. Se mi je zdelo, da bi nekako normalno bilo, zakaj obelisk. Obelisk je najbolj, bi rekla, ena najbolj čista oblika. To je res kot krik, kot materializiran krik izpod zemlje do neba. Tako sem jaz to doživela in tako sem mi zdelo, da bi tudi moralo biti. En sam posameznik pa vendarle ne more, ne vem, koliko spremeniti. Hvala lepa. Če ste lahko krajši. Ja, vsekakor, hvala. Se ne bi niti komentiral, ker pač spoštujem ta mnenja, ki so tudi sami smo nekako poskušali nekaj povedati, za mizen se mi zdi v tej stiski ali pa pač. Jaz bi mogoče samo še ponovil, pač kako bi se dal po mojem mnenju izviti iz teh primeža. Sam demokracijo res razumem kot neko mrežo povezavo, tako kot predstavljate si nevronsko mrežo v možganih, kako ko en impuls pride, kako oživi neki del možganov, kako se konstituira tudi spomin, da je hkrati vse povezano. V naši državi imam občutek, in mislim, da je tukaj vir veliko težav, se oba politična pola ali pa tisto, kar se v kulturnem smislu kot kulturni boj razume ali pa podobno, vrednostnem, ne treba, da samo v kulturni boj pa govorimo po bojih, ampak lahko govorimo tudi o vrednostnih vprašanjih, ki jih imate povsod po svetu, da se preveč močno določene skupine ljudi združujejo, kakorkoli preko nekih težkih označevalcev, kot imenujem. A je to, ne vem, neka točka na levi, na desni. Z te stvari potem nesejo te ljudi v globino, tako rekel, in jih odmikajo od tistega tkiva demokracije, ki je pa vendarle, rekel, na površju enako za vse in ker bi mogli ljudje biti bolj egalitarni z vseh strani. In tukaj mislim, da bi bila pravičnost potem tudi že na obzorju. Recimo, moj vzornik, filozof Richard Rorty je rekel, da je pravzaprav demokracija, da se sestavlja iz tkanja nešteto niti pravzaprav se šije to tkanino demokracije. Ne moramo jo zagrabati na enem mestu pa reči, tukaj zdaj bomo rešili vprašanje sprave, bomo imeli demokracijo. Ampak so to dejanja ljudi, pač nekdo, da je doma, se ukvarja z otrokom, nekdo, ki je v šoli izobražuje, nekdo, vsak mora se odgovornost razumeti. Mi vemo, da imamo problem s to odgovornostjo posod, tudi v medijih. Imeli smo ogromno korupcije, ogromno težav, ki zdaj pridejo na dan. In tukaj so bile take blokade, da pravzaprav ta država dejansko ni mogla, po mojem mnenju, v nekem demokratičnem smislu, pa verjemite, da se zavedam, da vsaka demokracija na svetu ima defekte, od ZDA naprej zavemo. Ampak vendarle ima neko tradicijo morda v Veliki Britaniji, kjerkoli Nemčiji, če hočete, Nemčiji v nedogled vrtijo te filme na enem programu, o zlu, ki so ga povzročali drugim ljudem. In to pač ima nek učinek. Mislim, da so tam dokaj razčiste, recimo Avstrijci niso in tako naprej. Tako da jaz pravim še enkrat, demokracija je neka pravzaprav dogaja se na horizontali, se pravi, ni več privilegiranega mesta, rekel, jaz vem, jaz sem politik, jaz bom rešil, jaz sem gospodarstvenik, meni prepuste, jaz sem predsednik vlade, meni zaupajte, tega pač ni, Ravno tako je odgovorna civilna družba, ravno tako vsak posameznik in bolj se bomo nehali na te težko označevalce, pa ne bo to razredni boj, neoliberalizem, pa ne bo nasprotovanje pravici do splava, karkoli že je, vedno se neki ljudi združijo in jih potegne dol in jih potegne stran od diskusije, ki je pa eminentna poteza demokracije. Demokracija raste tako, da pred 300 let je bilo normalno, da si imel doma sužnja, temnopoltega, danes je normalno, da imaš psa privezanega na ketni, čez 100 let pa ne bo več normalno to, pa še kaj drugega. Tako da tako raste demokracija, počasi gre in jaz verjamem, da kljub vsemu,
kljub padcem vendarle nek razvoj vendarle vidimo, ne? Kljub stvarem, ki smo jih omenili, Auschwitzem in podobnim. Tako da malo optimizem mogoče, ne? Kljub vsemu. Še gospod Berdina za zaključek. No, čisto kratko, jaz se gotovo strinjam s tistimi razpravljalci, ki so govorili o primanjkljaju zgodovinske vednosti, no seveda, ki krivdi te stroke seveda. Gotovo je v Sloveniji nacionalne zgodovine med vsemi evropskimi državami najmanj v programih. Če gledate analize učbenikov, je 25% posvečeno nacionalni zgodovini, medtem ko v drugih primerljivih kulturah, to so pač predvsem te iz EU, je najmanj 35%. Tako da pouk zgodovine je pri nas zelo instrumentaliziran in ko greste delati maturo in so gotovo testi sestavljeni tako iz nacionalne zgodovine, da je praktično vsaka trditev, ki je v učbeniku zapisana, vprašanje, ker drugače biti ne more, ker vam zmanjka vprašanj za polo. In to je velikanski problem in ta problem je treba nasloviti na vso to institucionalno, šolsko zgodovino, kje je odpomoč. Odpomoč je seveda, da pripovedujete, kaj se je vam zgodilo, kako vi gledate na to in da se v smislu tiste tkanine, o kateri je govoril gospod Škof, tudi seveda prepirate, vse življenje je tudi na neki način prepir, ampak važno, po mojem mnenju, je tisto, kar je temeljne pomembnosti, je to, da se sporazumemo o načinu, da pač zaradi tega, ker ima drugačno mnenje pač nekdo, da zaradi tega ni etično, a priorno slabši. Lahko seveda je, lahko je pa tudi mogoče nekaj več ve, drugačne izkušnje ima. In zelo se strinjam tudi s tistimi razpravljalci in jih svoje strani seveda podpiram, ki pravijo, da neke geste, neka obletnična tudi znanost, to ni seveda dovolj. Bistveno je tisto, kaj se dogaja med ljudmi vsak dan in k sreči se seveda dogaja to, da je kar precej pretoka. Čeprav na Dolenjskem ne se slepiti, vsakdo še danes ve, kje je kdo bil, kje je bil njegov stric in to ti tudi povejo, ko prideš tja in ker tega seveda ne veš. Ne se slepiti, da so spominske tradicije nekaj, kar je enostavno preseči. Ampak poglejte, pri nas toliko se govori o skupnem dobrem. Mogoče je boljše govoriti o dobru vsakogar, ker ko nekaj napravite skupno, napravite že neko obvezo in tisti, ki ne pripada temu, ki ne priznava tega, ki ne more tega priznavati, je izločen. To je pa tisto, o čemer sem prej govoril, emancipacija ali eliminacija oziroma pa vidim v tem tisti temeljni princip, pa seveda tudi dobronamernost je tako zelo, zelo pomembna. Hvala lepa. Hvala lepa vsem trim govorcem. Hvala tudi vam za vaše prispevke, za to, da ste se angažirali, da ste bili dejavni, da ste sodelovali. Moram povedati, da smo se na Socialni akademiji odločili za določen tip današnjega posveta. In dobil sem očitek, češ, da sem fašistoiden, ker ne pustim ljudem, da bi govorili. Odločili smo se pa za določeno metodo. Hkrati se zavedamo, da je v vas veliko vrenja in da si želite povedati stvari. Zato vas na Socialni akademiji vabimo, da svoja mnenja, stališča podate ali v pisni obliki, ponujamo vam pa tudi možnost, da vas posnamemo in da vašo izjavo objavimo na našem YouTube kanalu.